posledice izpostavljenosti otroka alkoholu pred rojstvom se lahko kažejo na več načinov. V bistvu lahko pride že do splava v času nosečnosti, lahko pride do odmrtja ploda, torej pač se otrok rodi mrtev, ali pride do prezgodnjega rojstva, oziroma lahko se rodi tudi otrok, za katero od motenj iz tako imenovanega spektra fetalnih alkoholnih motenj, ki ste ga že omenili. Dejansko to je nek krovni pojem, s katerim označujemo vse posledice, ki nastanejo pri otroku zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom in se lahko raztezejo od nekih blažjih vedenjskih učnih motenj, pa potem do te najtežje oblike, ki ste jo že omenila, fetalni alkoholni sindrom. Zdaj moramo vedeti, da posledice, ki bodo pri otroku, zavisijo od tega, kdaj v času nosečnosti je prišlo do te izpostavljenosti in kako pogosta je bila oziroma koliko časa je trajala. Kar se tiče posledic, dejansko najtežje posledice te, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti, rečemo v prvem tromesečju nosečnosti, takrat, ko poteka tudi intenziven razvoj organov. In tudi te najtežje posledice izvirajo iz te izpostavljenosti. Tako pri fetalnem alkoholnem sindromu je značilno, da pride do zastoja rasti že pred rojstvom in seveda to se nadaljuje potem tudi po rojstvu. Takšen otrok se rodi manjši, z manjšo telesno težo, prisotna je poškodba možganov, gre za težke poškodbe, ki dejansko so nepopravljive in s temi posledicami pač potem taka oseba živi do konca življenja. Lahko so prisotne pa še tudi druge telesne motnje, pride do nepravilnosti razvoja srca, ožilja, jeter, ledvic, kosti, sklepov. Skratka, gre kar za en tak širok spekter posledic. Seveda, kot sem rekla, ne bodo vsi otroci, ki so bili izpostavljeni, prizadeti na enak način. Torej, zdaj, če je prišlo do izpostavljenosti v tem prvem delu nosečnosti, bodo poškodbe lahko na večini teh organov, ki so se takrat razvijali. Če pa pride do izpostavljenosti kasneje v nosečnosti, pa dejansko do teh morfoloških sprememb ne bo več prišlo, ker je pač razvoj organov že zaključen. Lahko pa se bodo pojavile posledice na delovanju teh organov, predvsem ključna pa je posledica na delovanju možganov. Možgani so pa organ, za katerega vemo, da se razvija skozi celo nosečnost in zato tudi posledice izpostavljenosti se potem odražajo stalno na možganih. Zdaj nekako v prvih 2 tromesečjih so predvsem strukturne spremembe, kasneje pa so bolj te motnje v delovanju možganov prisotne. Konkretne, morda tiste, recimo temu najhujše posledice pitja alkohola se kažejo tudi v statistiki, ki za Slovenijo pove, da zaradi alkohola vsak dan ugasneta 2 življenji in med njimi so, kot ste že omenili, tudi nerojeni otroci oziroma zarodki. Kaj storiti, kaj ukreniti, da bi se to stanje izboljšalo? Tukaj lahko naredimo zelo veliko. Torej, gre za posledice, za katere lahko rečemo, da bi jih povsem 100% lahko preprečili. Zato je pomembno, da se posledic, ki lahko izvirajo iz take izpostavljenosti, da se zaveda celotna družba, predvsem pa, bomo rekli, bodoči starši in seveda tudi strokovni delavci. Zato je ključno sporočilo, ki ga želimo podati javnosti, da v nosečnosti nobena alkoholna pijača ni varna. Torej, vsaka pijača, ki vsebuje etanol, je potencialno škodljiva. Etanol je teratogen. Tudi ni varne nobene količine, kot smo rekli. Mi ne poznamo tiste najmanjše količine, za katero bi lahko rekli,
tukaj pa še ne bo prišlo do posledic, oziroma, kar sem že omenila, tudi vsak posameznik odreagira drugače, in mama, in lahko tudi plod, tako da posledic nikoli ne moremo predvideti. In tudi glede na to, kot je bilo že omenjeno, da razvoj poteka skozi obdobje celotne nosečnosti, tudi niti en dan v nosečnosti iz tega vidika ni varen. Zato torej najvarnejša izbira, bomo rekli, za par, ki načrtuje nosečnost, torej za samo nosečnost in seveda bomo rekli še tudi po rojstvu otroka, je, da se v tem času popolnoma odpovemo alkoholu. Kakšni pa so odzivi bodočih staršev, kadar slišijo tovrstne nasvete? Recimo, če primerjate stanje danes ali stanje nekje 10-20 let nazaj, če se ozremo na okoliščine tedaj. Ja, zdaj nimamo neke raziskave, s katero bi bili spremljali oziroma raziskovali spreminjanje teh stališč bodočih staršev, vendar v pogovorih, ki jih imamo z mladimi, tudi z bodočimi zdravstvenimi delavci, nekako imamo občutek, da so se začeli zavedati dejansko te problematike in da vsaj upamo, da ne samo to izražajo v besedah, ampak tudi, da dejansko te informacije širijo in se tega tudi poskušajo držati. Zdaj, velik problem je to, da veliko nosečnosti v razvitem svetu in tudi za Slovenijo velja, je nenačrtovanih. Večina sicer, ko spoznajo, da so noseče, resnično prenehajo s pitjem alkohola, ampak problem pa je v tistem obdobju, ko ženska oziroma par ne ve, da gre za nosečnost. Tako da zato tudi nekako poskušamo tudi to informacijo prenesti, da že v času, ko se načrtuje nosečnost, je treba polagati pozornost na to. Oziroma pri parih, ki so spolno aktivni in pijejo alkoholne pijače, da uporabljajo zanesljivo zaščito pred nosečnostjo, da do teh izpostavljenosti v tem obdobju potem ne pride.